Živijo, Janko, sem vesel, da sem s tabo tukaj in ponosen tudi. Dober večer vsem. Dober večer z moje strani. Kako je fajn, kaj vas je tako veliko. Jaz imam danes strašno tremo. Jaz sem Štajerec z dolgoletnim stažem v Ljubljani in na Primorskem, ampak na Dolenjskem sem pač zelen. Tako da mi je danes res nekako prvič tako. Evo ga. Praviš, da si Štajerec. Jaz sem ravno pomislil, pred dnevi sem se spomnil enega tvojega stavka, sem mislil na morje, na neke možne počitnice v tem času, ki jih so skoraj nemogoče, sem se spomnil, kako si kot otrok hodil na Cres, te oče zbudil zjutraj in ti rekel: Janko, zbudi se, gremo na morje, ne? Od kod si ti pravzaprav doma? Ne vem, zdaj, če malo zafilozofirava, ne, potem bova preskočila geografijo, pa bova nasnovala recimo eno tako ozvezdje mojih domov. Prvi od mojih domov je gotovo Prebold, kjer sem rojen, potem je tam zraven ena vas, ki se ji reče Marija Reka, kjer živi polovica mojega sorodstva, ali pa recimo en lep del, na drugi strani je ena druga gorska vas, ki se ji reče Pongras, kjer živijo ljudje, ki imajo moj prijemek, oziroma so tam doma. Potem pa moral iti naprej, ne, pa greva v svet, ne. Pol pa greva v svet, ne, in ti greš pravzaprav v Italijo, greš na mednarodno šolo. Tako, jaz sem pri 17 letih dobil štipendijo za Jadranski zavod Združenega sveta, ki je ena mednarodna šola z angleškim učnim jezikom v Devinu pri Trstu. Za tiste, ki tega ne veste, to je tako, bom rekel, nekaj kilometrov pred nacionalno mejo, pred reko Timavo, ob morju. Ena zelo lepa vasica, v katero se vam še zdaj splača iti. V mojih letih v Devinu je bil grad še živ, ne, ni bil v muzej, kot je zdaj. Tam je Carlo von Thurn und Taxis bil takrat, zdaj že njegovi sinovi pravzaprav vodijo njihove posle, tako da je bila še, bom rekel, ena taka, na eni strani ta mednarodna šola, na drugi strani stara slovenska vas z vsemi, bom rekel, nekimi primorskimi pritiklinami, na tretji strani so bile nove posesti Italijanov, ljudi, ki so v 70 letih zaslužili veliko z džinsom, ne, in so se priselili v te nove vile, in na četrti strani so bili ostanki tega monarhičnega fevdalizma. Tako da je bila, ne glede na zelo majhno podobo, v bistvu ena zelo zanimiva vas. Skratka, ta prvi kontakt z Italijo, ki se je zdaj obrestoval pravzaprav z drugim bivanjem, dolgim bivanjem, ima vmes en čas vračanja v Slovenijo, in sicer pravzaprav ti praviš nekje v dnevnikih 12 let novinarske, na 20 let gledališke podlage. Skratka, ta gledališka šola se začne takrat, ne? Na 12 let gledališke podlage, ampak šole tukaj nisem štel. Jaz sem maturiral v Devinu leta 90 in bi moral iti v jugoslovansko vojsko. Vsi tisti, ki ste kot jaz, letnik 71, veste, o čem govorim. Mi smo bili zadnja generacija, ki je morala iti v jugoslovansko vojsko na služenje roka. Moj oče je bil, moram reči, takrat izjemno daljnosežen. Takrat, ko so se začeli po Jugoslaviji mitingi resnice, je moj oče meni rekel: letos boš maturiral, ne bi bilo dobro, da prideš nazaj domov, poskusi ostati še kakšno leto v tujini. In takrat sem šel jaz k svojemu ravnatelju, ki je zdaj žal že pokojen, v Devinu, in smo rekel: situacija taka pa taka, jaz bi rad ostal še eno leto zunaj, ker hočem študirati v Ljubljani. In on je meni rekel, torej jaz imam prijatelje, ravnatelje mednarodnih šol, enega v Kanadi, enega v Venezueli in enega v Lesotu. Jaz sem sam pri sebi sem rekel, na hladno ne grem, špansko ne znam, gremo v Afriko. Tako da sem leta 90 namesto v vojsko šel v Lesoto, ki je eno kraljestvo, kraljevina, obdana z Južnoafriško republiko, ki je bila, tega takrat seveda še nisem vedel, v tistem zadnjem letu apartheida v Južnoafriški republiki pravzaprav en tak center vseh špijonskih služb različnih torej držav zahodnega sveta, tako da je bilo mesto Maseru spektakularno za človeka pri 19 letih. Na eni strani imaš ta gorski svet, ne, se pravi nekega edine nacije Afrike, ki je navajena živeti s svetom, ker Maseru leži na nadmorski višini 1600 metrov. Na drugi strani imaš pa ves ta svet nekih belcev, ki so prijazni, s katerimi se srečuješ enkrat tukaj, drugič tam, ki imajo vsi neke fantastične poklice, ampak nihče ne pove, da je špijon.
Tako da je bilo pravzaprav tisto zelo eno zanimivo leto. Jaz sem bil prostovoljec, na eni šoli sem delal, ukvarjal sem se z otroki, z njihovimi prostočasnimi dejavnostmi. Šlo je za eno tako srednjo šolo. Mi smo takrat naredili en program, torej v sodelovanju z ostalimi ljudmi, ki so delali na tej šoli, da smo izobraževali vaščane, ljudi v tej državi ven iz mesta o nevarnostih AIDS-a. Zdaj spomnite se, to je bilo leto 90, takrat je bila to grozna stvar, ki se je širila in širila in širila. V mojem času je bilo v Lesotu, bom rekel, okuženih s to boleznijo približno 20% ljudi. Mi smo naše dijake, ki so hodili v angleško jezično šolo, izobraževali o pač tistem, kar se je takrat vedelo o tej bolezni, no to pa sem jaz naše dijake, domačine, ki so znali tudi domač jezik, ki se imenuje Sesoto, vozil po vaseh in smo se potem tako usedli v krog in so naši fantje in dekleta vaščanom po domače povedali, kje naj pazijo. Tako da recimo to je bilo eno moje delo. Zraven je bilo pa še cel kup drugih stvari, recimo takih lopovščin, bom rekel. Izvoli, Jaz sem bil jugoslovanski državljan, seveda nisem mogel dobiti takrat nobene vize za Južnoafriško republiko, lahko sem prišel v Lesoto, ki je bila neuvrščena država, v Južnoafriško republiko, s katero naša bivša država ni imela nobenih diplomatskih stikov, pa ne, ampak potem sem se trudil ene 3 mesece, da bi dobil eno vizo in sem dobil vizo za enkraten vstop v Južnoafriško republiko, ki sem jo izkoristil za obisk Johannesburga. V Johannesburg sem se peljal z enim, oni temu pravijo taksi, še zdaj obstajajo, to so taki kombi za 6 ljudi, v katerega natlačiš 12 ljudi. In Johannesburg je bil takrat, računajte, konec leta 90. V Johannesburgu je vladalo tako vzdušje kot pri nas tam nekje leta 88. Veste, ko svoboda potrka na vrata. Si predstavljate, da bi Janko za vsako to obdobje pisal dnevnik, ne? Bi bilo to... No, potem sem šel pa študirati v Ljubljano. Pa si šel pa študirati v Ljubljano, ja. In kako je bilo? Si doštudiral? Si postal dramski igralec? Najprej je kazalo, mene je fasciniral ta svet mednarodnih učiteljev, se mi zdelo strašno fajn. Si 3 leta nekje v Afriki, 3 leta nekje v Aziji in tako naprej. In to je bil en tak pomislek, zato sem šel študirati angleščino pa primerjalno književnost, ampak odkrito rečeno, moja angleščina je bila po enem letu študija v Ljubljani bistveno slabša od prej. Tako da sem si rekel, da je to najbrž ni prava odločitev. Poleg tega je pa seveda ves čas tlelo v meni že od srednješolskih let tudi ta gledališka žilica, pri čemer pa sem pravzaprav od 17. leta naprej ves čas škilil z enim očesom v novinarstvo. Tako z početka med počitnicami pri Novem tedniku in v Celju, kot potem na Radiu Trsta, kjer sem začel, to je slovenski program radijski v Trstu, kjer sem začel sodelovati pri 19 letih, kot potem kasneje z različnimi zgodbami, ki so v večini primerov vezane na Radio Trsta in na RTV Slovenija. No takrat, če se spomnim, ko si ti začel na Radiu Tržaškem delati, se je absolutno takoj poznal nek nov prijem, ne samo svežina glasu in novega glasu, ampak popolna neka suverenost znotraj tega medija, ampak smo še morali počakati, da si vstopil v ta svet tako globoko, kot si zdaj, ne? Ja, no, potem po letu 97, ampak zdaj mi sploh ne govorijo o knjigah. Bova, tako je, ti malo krajše odgovarjaj na ta uvodna vprašanja. No, leta 97 sem prišel v Trst. Ljudi tudi to zanima mogoče, kdo si, kakšna je tvoja preteklost, zakaj ne? Leta 97 sem prišel po zaključku študija v Ljubljani v ansambl SSG v Trst, in tam smo bili vsi pravno formalno samozaposleni v kulturi, ker v Trstu pač ni nikoli bilo stalih zaposlitev za igralce. Tako da mi smo pač naredili veliko mojih sezon, se je zgodilo pod Markovim umetniškim vodstvom. Poleti smo pa zmerom bili na cesti, se pravi, se je bilo treba nekako znajti. Tukaj nam, bom rekel, primorskim igralcem, Primorski poletni festival poleti zelo pogosto priskočil na pomoč s tem, da so nas angažirali. Potem je bil pa tukaj seveda predvsem radio, ki je poleti potreboval okrepljeno silo.
Potem z leti v Trstu sem jaz začel sodelovati tudi z italijanskimi gledališči, zlasti z opernim gledališčem med njihovo operetno sezono poletno, tam sem sodeloval pri 3 produkcijah, pa tudi z drugimi italijanskimi gledališči, ampak ja, No, ves skratka, čas je bilo to zraven. skratka si, kako bi rekel, v tistem obdobju si realiziral nekaj markantnih vlog, za nekatere si bil tudi nagrajen in si se lepega dne odločil, kar mi je bilo zame zelo fascinantno in zelo sem spoštoval to odločitev, da na nek način zaključiš s tem. Dobil si Borštnikovo nagrado za igro v Samomorilcu, za igro, in nekje je to predstavljalo zate nek zaključek, seveda v pozitivnem smislu, nekega tvojega obdobja. Ja, tako je. In Tako je. Jaz sem v 12 letih pretežno v tržaškem slovenskem gledališču ustvaril, mislim, da nekaj več kot 50 gledaliških vlog. To je bilo izjemno plodno obdobje. Meni je bilo žal, ampak zato ne morem kriviti nikogar razen objektivnega dejstva, da je v Trstu pač malo Slovencev, da so mnoge vloge, ki so bile meni zelo drage, zelo kratek čas živele. Ampak to je prekletstvo majhnega gledališča na periferiji, da smo dostikrat garali po 2-3 mesece, da smo potem eno predstavo igrali 10 dni. Meni se je dejansko dogajalo v tistih letih pogosto, da so močnejše vloge prihajale nazaj včasih v sanjah in zahtevale svoj prostor v mojem življenju, pa jim ga nisem več mogel dati. No, to je bila recimo ena od travm, ampak te travme niso nič v primerjavi z vsem, kar sem jaz dobrega doživel v igralskem poklicu. Je pa res, da pa nikoli nisem bil nekako sentimentalen do tega. Ne. Meni je bila pač to ena od izbir mojega življenja, lahko bi bila pa tudi kakšna druga izbira. In potem sem napravil pač drugo izbiro. No, ti si sodil zagotovo v to kategorijo inteligentnih igralcev, ne? Toliko inteligenten, da si ta poklic tudi zapustil, no, hočem reči. Ker včasih se zgodi, da pravzaprav vztrajati znotraj tega sveta pomeni včasih ostajati tudi zunaj pravzaprav realnega sveta. Realni svet pač nas hrani kot umetnost, ne, ampak moraš biti dovzeten za to, ne, moraš biti dovzeten, da vidiš svet okrog sebe, da te zanima svet okrog sebe in tebe je očitno ta svet zanimal. Zanimale so te vsebine, zanimal te je človek, zanimala te je duhovna dimenzija, zanimalo te je vselej, kako bi rekel, neka socialna dimenzija nekega prostora. Skratka, človek v celoti in vse svoje kompleksnosti na nek način te zanimal, ne? In zaradi tega verjamem, da si tudi postal in razvil neko posebno empatijo, ne? Neko posebno empatijo do življenja in sveta, ne? Kar se čuti seveda v tvojih nastopih kot novinarja in dopisnika na televiziji. Zaradi tega verjamem, da ti ljudje tudi verjamejo in da te imajo radi zaradi tega, ker si iskren in ker čutiš sočloveka, ne, mislim, ker ga čutiš, ampak obenem nisi slep, ne, obenem imaš dovolj distance, dovolj intelekta, da znaš tudi čustva prefiltrirati, včasih pa jih ne zmoreš in zaradi tega je tudi fajn, da jih ne prefiltriraš, ne. Sem moral reči nekaj lepega o Jankotu, ne. Je nastopil, če skrajšamo, ne, skratka, delal si na televiziji, na radiu, na kar si nastopil pač to službo. Kdaj si nastopil v službo dopisnika v Rimu? Ja, zdaj je 4 leta, 1. julija 16, ampak se zdi, da je minilo 40 let. Ker je bilo nabito z življenjem in dogodki, ne. Koliko da si jih do zdaj, zdaj si že presegel to številko, 265 izdelkov? 265 je bilo izdelkov od 20. februarja do 31. maja, se pravi v intenzivnem času koronavirusnega poročanja. No, če prištejemo vse ostale, ampak toliko se nisi javljal kot zdaj, verjetno si se javljal pogostoma, ampak ne toliko. V primerjavi s prejšnjimi krizami je koronavirusna kriza zame delovno pomenila, da je krizno območje, ki se ponavadi konča po 3-4 dneh intenzivnega kronikalnega poročanja, trajala 2 meseca gotovo.
se pravi obdobje, v katerem, veste, v dopisništvu je tako, jaz delam za radio in televizijo, standardni prispevek je dolg 90 sekund. Za vsak prispevek potrebuješ kakšno izjavo, dosti pri približno polovici mojih izdelkov do teh izjav pridem posredno, se pravi, da citiram nekoga drugega. Mi, RTV Slovenija, smo tudi del neke mreže, v kateri si izmenjujemo posnetke in tako vsi delamo bolje in več. Pri drugi polovici prispevkov je pa vse moje, tako pri radijskih kot pri televizijskih prispevkih. Se pravi, da je treba iti na teren, da je treba posneti človeka, da je treba beležiti neko dogajanje, da je treba televizijski prispevek potem ustrezno v scenariju urediti in potem zmontirati in tako naprej. No in če vržem prve in druge skupaj, je na mesec, v mesecu, v katerem nisem niti dana dopustu prispevkov, okoli 60. Kadar so vmes krize, je pa teh prispevkov 80 ponavadi. In teh kriz je dejansko bilo veliko. Jaz že z političnega zornega kota sem se enkrat pogovarjal s kolegico iz Berlina, Polono Fjauš, ki v 2 mandatih Berlina spremlja eno samo premierko. Jaz v enem mandatu sem zamenjal 4 vlade. Tako da že tukaj je neka dimenzija spektakularnosti, ki jo pač Italija prinaša sabo. In na to sem bil nekako navajen, sem vedel, da me to čaka, ko bom prišel, da v povprečju na 13 mesecev bom dobil novo vlado, ker je pač tako. Nikakor pa si nisem mislil, da bom po 3 mesecih Rima deležen radio Gagajevske oznake Janko Potresovec. Tako da, kar me je doletelo, recimo, da vržemo na humor. No, tu v tvoji knjigi je tudi, kako bi rekel, nekaj prefinjenega humorja, pa se ne bere samo zelo fajn tvoja knjiga, samo zaradi te komponente, ki jo prefinjeno vnašaš noter, ampak pravzaprav delimo s to knjigo, ki te vzame vase in ki te pravzaprav bere tudi sama sebe, ker smo vsi pravzaprav mi, ki sva živela v Italiji in so živiva v Italiji, mogoče še bolj, ampak verjamem, da izkušnja tega koronavirusa nam je odprla vsem in nam odpira ta knjiga, ker se pač posveča in fokusira na to obdobje, ogromno asociacij na naša življenja, na naša skupna življenja. In to je ena, kako bi rekel, na nek način neka katarza. Ogromno se piše, jaz mislim, da ti si napisal in objavil ta dnevnik, mnogi bojo pisali te dnevnike in vem, da jih pišejo in tako dalje, ampak se mi zdi, da je v tvoji dikciji, v tvojem jeziku, v tvojem angažmaju to en dokument časa našega kolektivnega, ampak tudi ena dragocenost tvoje intimne refleksije do nekaterih velikih dogodkov, ki si bil priča v tem obdobju tvojega bivanja v Rimu. Zdaj, če začneva na začetku, pravzaprav so se nenadoma zaprla vrata Slovenijo. Slovenija je zaprla vrata Sloveniji. Jaz osebno sem na začetku se počutil prizadetega na nek način, glede na to, da pač naj bi bili tudi mi na uni strani del nekega slovenskega naroda, ki nas ni nihče povohal za nekaj mesecev, potem se je to umirilo in tako dalje. Ampak kako si ti doživel ta trenutek zaprtja meje? Vse boste še prebrali, ampak... Ja, tukaj je cel kup različnih segmentov, ki so šli meni po glavi. Jaz mislim, da predvsem pretiravaš s to užaljenostjo. Pač to je bilo treba narediti. Ja, verjamem, vsaj bi rekel, kdo bi kaj rekel, verjamem, jaz nisem bil tako užaljen, kot zdaj pravim. Ampak, veš, da nekdo ti kaj reče, da nekdo se zanima, je prišel... Ja, pa dobro, včasih v življenju je treba ubogati, pa pač ne more dobiti vsega, kar hočeš. Absolutno, je prišel po 2 mesecih Ervin, moj prijatelj Ervin Milharčič, me vprašal, kako je, Ja, mene, no. Ne, se razumem, ampak ta meja se je zaprla, Meja se je zaprla, se je pač ne zato, da bi zdaj polemiziral zaprtje meje, ampak začelo se je neko obdobje. Poglej,
ampak poskusiva iti eno raven gor. Se popolnoma strinjam, ja. Poskusiva razmišljati malo zgoraj, ne doživljajsko o tem, kako zdaj, ne, ampak poskušava razmišljati malo više. Če jaz razmišljam malo više, potem ugotovim naslednje, da sem rojen leta 71, da sem bil vzgojen na tak način, da si znotraj družine si svoboden, v odnosih z ljudmi pa po koncentričnih krogih moraš malo paziti. Kar boste po moje ljudje, ki ste mojih let ali pa malo starejši, prepoznali najbrž tudi kot vzorec svojega otroštva in svoje mladosti. Ampak ena od stvari, ki če zdaj gledam nazaj, ki je zaznamovala moje otroštvo in mladost, je bila pa določena dimenzija ubogljivosti. Zato sem prej uporabil to besedo. O ubogljivosti jaz v zadnjih 30 letih nisem slišal prav ničesar več. Slišim starše mlade, ki se pritožujejo, da otroci ne ubogajo. Slišim ljudi mojih let, ki pravijo, da jih njihovi starši ne ubogajo, pa bi bilo prav, da bi jih, recimo. Ampak o uboganju kot o neki, pa ne govorim, da je bila to kvaliteta v socialističnem času, ampak čistko ubogat, pojem. Mi smo v zadnjih 30 letih se navadili na to, da dvomimo v vsako stvar, v vsako zapoved, v vsako oviro, prepreko, mejo. Navadili smo se, da lahko rečemo karkoli, takrat, ko nekdo nam reče, zdaj za to boš pa odgovarjal, začnemo vpiti, to je pa režimsko. Skratka, navadili smo se na neko svobodo, ki s sabo ne nujno prinaša tudi odgovornost za to, kar počneš in za to, kar rečeš. In zdaj, če pogledamo s to izkušnjo zadnjih mesecev na leta pred tem, jaz za sebe lahko rečem, da sem malo podivjal. Pa se mi zdi, da je tudi marsikdo okrog mene, da smo postali kar nekako divji, pa dvomimo vse, pa to inštitucijo, pa ne se gre vse skupaj soliti, pa se so vsi enaki, pa tako naprej. Poglejte, recimo, če pomislimo samo na komuniciranje po spletnih omrežjih, jaz vsake dolgo časa vidim neke doktorje znanosti, visoko izobražene ljudi, ki psujejo en čez drugega na način, kot bi jaz rekel, Marko je moj prijatelj, s Karmen sem pa skregan. To so odrasli ljudje, se obnašajo, kot da so stari 13-14 let v 7. 8. razredu osnovne šole. In se mi zdi, da smo v bistvu sredi neke take regresije, kjer ljudje, ki bi morali kompleksno razmišljati, pa ne postavljati absolutnih resnic, pa podvomiti kdaj v sebe, pa pogledati človeka v obraz pa reči, lej, tukaj se pa ne strinjam, ampak hvala za misel, bom nesel domov, pa bom premislil, pa se jutri spet dobiva, pa bom nadaljevala, da vsega tega kar naenkrat ni več. In zdaj se mi zdi, da je pa prišel ta čas, ki smo ga v prvih tednih manično polnili z mesenjem testa, s pečenjem piškotov, v mojih primeru z čiščenjem balkona, ki je v knjigi nekajkrat omenjen, s čiščenjem. Potem smo se pa kar zavedli, da je pa ta prazen čas pravzaprav nam v nekem smislu podarjen. In da v ta prazen čas pa prosim lahko pridejo kakšne stvari iz spomina, kakšne stvari neprežvečene, kakšne izkušnje od lani, predlani in predlani, ko sem šel na potovanje samo zato, da bom zapolnil tistih 10 dni, da ja ne bo kakšen dan prazen. To hlastanje po novih izkušnjah. In zdaj nam je bila pa dana praznina, ki se je začela polniti z neprežvečimi stvarmi in glej, pri meni se je to v nekaj to absolutno se strinjam, zdaj si kar odprl veliko zanimivih tem, Če se ustavimo samo pri tej svobodi, ki si jo omenil, kako pravzaprav s to svobodo kako smo ravnali, odgovornost svoboda in demokracija tudi je en dosežek, ki ga treba čuvati, pa nisem jaz tu mislil ničesar v smislu, jaz sem bil zelo ubogljiv in sem bil se zelo držal vseh regelcev, sem pa pogrešal bližino, ampak verjetno tisti trenutek je nisem mogel imeti, kot praviš ti. Ne vem, to je moje stališče. Jaz mislim, da je, ko govorimo o demokraciji in o svobodi, zdaj ta čas, recimo, kot praviš, mi smo morali tistih 10 dni preživeti in jih živeti v prejšnjem času in doživeti nekaj, da jih osmislimo vsak dan, vsak trenutek, in smo prišli
v prostor neke potrebe, ki nam Ampak je dan Marko, prostor čakaj, za prosti, da intimno te prekinem. razmišljanje. Midva sva živela v eni državi, v čakaj, kateri se je 20. februarja začel nek proces. Ja, Ne? ja, sem In ta to- proces je v prvih dneh, ko ni nihče vedel nič, se je zgodilo. Danes 2 mrtva, jutri 10 mrtv, pojutrišnjem 20 mrtv, 100, 300, zdaj smo pa na 35.000 mrtvih. V prvih dneh, ko se je to stopnjevalo, politika ni vedela nič, državljani niso vedeli nič, znanost ni vedela nič, ljudje so pa umirali. Kaj storiti? Ne, absolutno. Mislim, da je bilo tudi normalno in naravno, da se, zdaj z mejo sva zaključila, mislim, ne govorim več o meji. Govorim o tem, da je nastopil, kot praviš, ta čas, kjer je nastopila tudi ena naša notranja intimna refleksija, ne, in ki nas lahko obogati. Skratka, mi smo pravzaprav rabili, bom rekel zdaj, ta udarec, in bova potem rekla, če nam je bil ta udarec dovolj za nek nov premislek o življenju, o svetu in ustroju sveta na novo. Ne. In znotraj, kako bi rekel, tega časa, v katerega verjamem, jaz nisem ta človek, ki ne verjame ali pa ki razmišlja o tem, da nam je to kdo potaknil, mi sami smo si to potaknili, ne, po mojem, z načinom življenja, ki smo ga imeli, zdaj, kje smo, bova potem lahko kaj rekla na koncu, ne. Ampak so bili trenutki, ko sem se zbal, ne, oziroma so bili trenutki, boš ti to lahko komentiral, da sem bil srečen, da je v Italiji denimo bil na vladi Conte in da ni bil Salvini, recimo, ne. Kaj to pomeni človek, ne, človek z zavestjo, ki stopi v boj in vsi, no nihče, seveda imaš prav, nihče ni vedel, kako se obnašati, nihče ni vedel, kako pravzaprav kaj narediti, ne, in je bilo to pravzaprav vse naravno in tu se ne gre za to, ampak vprašanje je tu, ali lahko nastopi trenutek manipulacije in izkoriščanja tega trenutka. Ja. To je bilo. Ampak kako misliš ti, kako bi bilo, če bi en Salvini bil na oblasti? Jaz mislim, da bi bilo grdo. Mislim, odkrito rečeno, nimam nič osebno proti Salviniju. Jaz sem velikokrat skeptičen do kakšnih njegovih misli, sicer nikoli ne vem točno, kaj je njegova misel, kaj pa je njegova, bom rekel, predvolilna manipulacija ali pa kalkulacija. Jaz sem s Salvinijem 2-krat sedel v istem prostoru, enkrat sva se dogovorila za intervju, ki ga potem ni bilo. Se mi je zdel pa takole, ko sediš in ko se pogovarjaš, en prijazen človek, ki kaže radovednost do svojih soljudi. Ampak so ljudje, ki jih srečujemo v eni situaciji in v drugi situaciji in praktično ne prepoznavaš drugega obraza. Jaz moram reči, da sem vesel, da ni bilo Salvinija. No, ravno zaradi tega, ker nam je v letu pred avgustom lani pokazal, kako on razmišlja o tem biti na vladi, kako biti na vladi. Moramo se zavedati ene stvari. Matteo Salvini, karkoli si misliš o njem, bodi si, da se strinjaš z njegovimi pogledi ali ne, ampak ena stvar pa je za moje pojme bistvena. Jaz vem, da je Matteo Salvini nesposoben napisati osnutek zakona. In tak človek za moje pojme ne more biti minister. Tudi v tej vladi italijanski je nekaj takih ljudi, da se razumemo, samo ima nekakšen drugačen obraz. Conte, torej sedanja italijanska oblast s Contejem na vrhu je izjemno dobro znala komunicirati epidemijo. Jaz ne rečem, da nekdaj ni zmanipulirala, najbrž nas je, ampak jaz vidim predvsem temeljno se mi je zdelo, da smo gledali vedno znova iste obraze. Mi smo v najhujših 2 mesecih epidemije vedno znova gledali vodjo civilne zaščite, vsak dan ob 18, ki je bil edini obraz, ki nam je na skrajno dolgočasen način predstavljal zadnje podatke, ampak prosim, pri odločevalcih imam jaz rajši dolgočasne kot pa atraktivne ljudi, resnično. Jim veliko bolj zaupam. Vsak drugi dan, kot veš, se mu je pridružil na tiskovni konferenciji človek, ki je ekvivalent našemu Inštitutu za javno zdravje, se pravi šef Inštituta za javno zdravje, in kadar so bili sprejeti novi vladni odloki, sta se tako na tiskovnih konferencah kot zvečer na televizijskih programih pojavila premier Conte
in minister Speranca, kar pomeni upanje, ki je minister za zdravje. Neverjetno, mislim, res se imenuje upanje pomeni, ne, in je krasen minister. Ne. Ja, mene zelo čudi, da njegova stranka, ki je ekvivalent naši levici, ne, še vedno je na 3%, ko pa je vendar njihov najbolj eksponirani predstavnik napravil izjemno delo. Ne. Izjemno. Ne. Ampak, če se spomniš, so pa tudi podobe, ki so zelo pomembne. Zelo pomemben pri komuniciranju epidemije je bil ves ta čas utrujeni obraz in globoki podočnjaki ministra Sperance. Izjemno pomembne so bile tiskovne konference ob 2 ponoči premierja Conteja. Skratka, celoten, bom rekel, oblastni aparat je dajal vtis, da je tam non-stop za to, da bojo državljani, da bo stvar pod streho. In še ena stvar, vsa koalicija, pravzaprav z eno izjemo, ni napadala opozicije. Z eno izjemo. Enkrat samkrat je premier Conte eksplicitno napadel Salvinija in Melonijevo, ker sta bila v tistem obdobju kritična do enega odloka, enkrat samkrat. Sicer pa se je praktično v 6 mesecih mi skozi usta vladnih predstavnikov nismo slišali za opozicijo. In kakšna je posledica vsega tega, da opozicija izgublja podporo? Ja, gotovo. Ne, da bi jo kdorkoli napadal, se razumemo. Greva naprej, dragi prijatelj. Na začetku pišeš, kako si nestrpen do vseh tistih, ki vse vedo, ne, oziroma ki morajo imeti svoje mnenje. Ne. In ti si jemlješ tudi svobodo in odgovornost, da nimaš svojega mnenja. Bi pokomentiral malo to. Ja, zdaj sem padel pravzaprav v paradoks v tem trenutku, ne, ker v bistvu že pol ure izražam svoja mnenja. Ne. Ne vem, Direktno to sem že do pandemije govorimo. Ja, saj sem že prej mečkan. Vsi so imeli neke teorije. Ja. Vsa ta poplava teorij, vsa ta poplava mnenj, mene to zelo pogosto utruja, no. Tudi me moti, ker preokrenja mojo pozornost. Ne. Jaz imam rad neke, bom rekel, neke paradigme, znotraj katerih se gibljem, ne. In nimam ne časa, ne energije, da bi vedno znova preverjal vse neke vzporedne paradigme. Ne. Jaz verjamem, da znanost je nekaj kvalitetnega. Ne. Yeah. Noben od znanstvenikov ne govori o svojem delu, da bi moralo biti absolutno, ampak mislim, da gre za to neko našo preganjavico, da hočemo imeti dokončne odgovore. Ne. Ljudem nasplošno je prekleto težko živeti brez končnih odgovorov. In ti končni odgovori so pa ponavadi neke posplošitve, neki dostikrat preuranjeni zaključki. Jaz imam veliko raje osebno življenje sredi toka življenja, ki ga mislim, veš, ne domisliti, ne, misliti, ne, se pravi nedovršen glagol, ne, misliti življenje, kakor ga živiš, misliti svet, kakor ga obdajaš, ne domisliti, zaključiti, najti odgovor. Pustiti ga odprtega, ne, mislim. Meni je to bistveno bolj zanimivo, živeti brez dokončnih odgovorov. Super, ja. Imaš tisto obdobje, se spomnimo vsi, je bilo neskončno sončno, ne. Sonce smo imeli, sonce, in ti praviš nekaj kot bi gosta in nevidna odeja legla na mesto, ne. Dejansko tu za tilnikom, jaz se spomnim, spal sem zelo dobro, sonce je bilo zunaj, narava se je prebujala, letos spomladi smo lahko gledali vsak košček bilke, cvetov, veje, zelenja, ne, spremljali vsak dan, ne. Ampak in dobro, vemo dobro, kako so se vodovja počistila, kako so nebo, kako se je, kakšna modrina je bila, ne. Nad Milanom celo. Nad Milanom. Nekje v Indiji so končno ljudje videli v Nepalu, ne vem odkot, Himalajo, ki je niso videli v življenju, ne. Hočem reči, in nekdo se je rekel, ja, kaj pa misliš, narava? Mislim, človek je že hud do narave, ne? Ampak narava ima pač milijarde let, ne. In ima tako moč, da se prenovi
znova in znova. Ne. Ta dimenzija pravzaprav lepote in nekega neskončne lepote in nekega nemira, ki ga je vnašal ta virus. Ne. Kako se je to odražalo v tem nekem pravzaprav kontrastu, konfliktu? Ne. Jaz sem imel tukaj velik privilegij, da sem vse to doživljal v Rimu. Ne. Rim je eno od mest za pika naše civilizacije, poleg najbrž Jeruzalema in Aten. Rim je eno mesto, kamor so ljudje hodili po odgovore in po uteho stoletja, da ne rečem tisočletja. Tja so hodili moliti k bogovom vseh sort, zadnjih 2000 let ali pa recimo da 1600 let zlasti k enemu bogu, ampak ljudje so prihajali v Rim in ga polnili svojo energijo. In ne glede na to, da je Rim arhitekturno, arheološko in zgodovinsko nepopisno bogat, je v teh tednih karantene Rim meni osebno žarel predvsem z vso to energijo ljudi, ki so skozi stoletja prihajali v to mesto z upanjem, željami in s priprošnjami. Te stene, ti zidovi so enostavno napolnili trge in ulice z neko gosto prezenco, bravo, nekih duš, ki jih seveda nisi videl, ampak ne znam drugače povedati kot tako poetično. Jaz recimo v teh karantenskih tednih, ko sem hodil po Rimu, včasih službeno, včasih pa namišljeno službeno, moram priznati, pa sem si dal značko pres, pa sem šel vseeno. Nikoli nisem bil osamljen v Rimu, ves čas so bili ti zidovi, vse te prisotnosti, ki so me nagovarjale in je bilo neznansko lepo. In Italija je bila pravzaprav znotraj te lepote prva, ki je v svojem mediteranskem duhu nagovorila soseda, da zapoje na balkonu in na oknu. Ne. Ta začetek iskanja nekega odgovora, neke vedrine proti tej sivini, ki je zaobjela človeštvo. Ne. To izhaja iz nekega mediteranskega duha. Italija je bila prva, ki se je lotila tega, potem je Evropa to prevzela, Slovenija. No, je prevzela tudi koronavirus. In prevzela tudi koronavirus. Je bil prvi val, pa drugi val. Jaz ne vem, če je koronavirus prišel v Slovenijo iz Italije, zato ta meja, ne vem, če pa... Vse ne vemo. A ja, ti ne gre. Ne, vse v redu. Ja, veš, jaz velikokrat v šali rečem, da prvi člen italijanske ustave se glasi: Italija je republika utemeljena na delu. Jaz pa mislim, da bi bilo bolj prav, če bi pisalo: Italija je republika utemeljena na čustvih. Ja. In ko govorimo o čustvih, mi Slovenci, kadar slišimo besedo čustva, pa mislimo na nek sentiment, na neko patetičnost, na nekaj pozitivnega, svetlega, preveč kičastega, vendar pa jaz, ko v tem kontekstu čustva razumem celo Maurico, od najbolj pozitivnih do najbolj negativnih, kot so jeza, sovraštvo, maščevanje in tako naprej, iz česar se potem rodi tudi mafija in tako naprej. Se pravi, ima dve plati ta italijanska prislovična čustvenost, ampak to je eden od lepih obrazov tega, se pravi, dajmo drug drugemu moč. Ampak generalno v takih situacijah smo opazili, da postanejo ljudje vendarle bolj socialni. Na nek način mi smo ugotovili pravzaprav v nekem trenutku te individualne samotnosti, neskončno potrebo pravzaprav do drugega. Ugotovili smo pravzaprav, da mi hodimo mimo ljudi, mimo človeka in da vendarle da smo socialna bitja in da to potrebujemo. Skratka, to tudi ugotavljaš. Jaz slišim toliko pripovedi, tako v Sloveniji kot v Italiji, ljudi o pomoči, o tisti misli, ki je sicer nikoli ne bi namenil sočloveku. Zelo veliko teh zgodb slišim, najbrž jih imate tudi sami iz svojih življenj. Meni se je zgodilo, recimo ena od mojih je bila taka, k meni v Rimu, glede na to, da imam v stanovanju tudi, se pravi, studio, pisarniške prostore, skratka je malo več kvadratov, kot bi jih potreboval samo za življenje. Si jih zaslužil? Kakorkoli, v glavnem jih je malo več. In glede na moj ritem, 2-krat na teden pride za 3 ure ena gospa počistiti stanovanje. Zdaj bom zelo oseben. Ta gospa se imenuje Anđela in je Romunka in je skrajno prikupno bitje.
Anđela je poročena z enim gospodom, ki mu je ime Adrian in ki je zidar, imata pa 2 otroka v osnovni šoli še, ne, oba sta Romuna. Zdaj, Adrian je januarja so mu odpovedale ledvice in je pristal na dializi in ni mogel več delati, ne. Anđela ni mogla več čistiti, jasno, pač se je vse ustavilo, ne. Jaz sem nekje v enem 3. tednu karantene poklical Anđelo in sem rekel, Anđela, lepo te prosim, povej mi, če rabiš kaj, ti nakažem, pa se bo že nekako zmenila. In Anđela se je seveda na drugi strani razjokala, pa da je hvala, da ne. Ampak meni ni dalo miru, ne. Sem rekel, jaz enostavno sem narobe to naredil, ne, zaradi tega, ker bi lahko ljudje razumeli to tudi kot neko pokroviteljsko gesto, ne. Tako da potem sem pa postal bolj spreten, pa sem potem sam še 2-krat poklical, da preverim, kako je z invalidsko od Adriana, ne, in na koncu mu je država dala invalidsko in sem rekel, zdaj bo pa lahko začel delati na šverc, po domač povedano. In sem konec maja poklical Anđela, pa sem rekel, če bi Adrian bil za to, da bi mi prepleskal stanovanje, in je Adrian bil za to, pa da ne ve, kako bi, pa sem rekel, dajva se midva kar direktno zmeniti na roke. Pa je rekel, da bo prišel z enim prijateljem, da v torek pa v soboto ima dializo, tako da sredo, četrtek, petek bi lahko delal, pa naslednji teden še en dan. Sem rekel, v redu, koliko pa bo to stalo, pa pravi z materialom vred 1000, sem rekel, v redu, je prišel, je prepleskal v nulo, super, in jaz sem na koncu dal v žep 1300 evrov. Pa sva bila oba dobre volje. Super. In mislim, da je takih zgodb, ki niso nujno vezane na denar, ampak, lej, jaz, mislim, odkrito rečeno, okrog mene je bilo cel kup ljudi na čakanju, ne. Jaz sem delal pa več kot prej in sem imel tudi, moram reči, dodatek k plači. In meni vest ni dala, no, da to ostane kar na računu. To pač je moralo iti naprej v svet. In pride, med drugim, hočem reči, v knjigi je ogromno zanimivih zapažanj, vam jo zelo priporočam, in pride trenutek tudi, ko pride velika noč, ne, pride velika noč, ko smo gledali v bistvu že itak prej, ta praznina me je spominjala, seveda tudi mene, na Dekirika, na praznino njegovih prostorov, ne. Ampak ko sem videl papeža sredi Petrovega trga samega, to so bili genialni posnetki, ne, sem v njem tudi, kako bi rekel, čutil veličino seveda tega človeka, ne, ki ga mnogi ne marajo, ne. Ti si ga spoznal. Spoznal. Kako je bil tak rahel kontakt z njim? Jaz sem se s papežem Frančiškom rokoval 4-krat. 2-krat ob državniških obiskih slovenskih, enkrat ob nekem obisku tujih novinarjev v Rimu pri papežu, ko smo imeli eno posebno avdienco, in moj najdaljši stik s papežem je bil pa takrat, ko je slovenski kipar Mik Simčič na zasebni avdienci izročil papežu Frančišku njegov doprsni marmorni kip. Takrat jaz kot novinar na zasebno avdienco seveda ne bi smel, pač ni običajno, no, da novinar gre. Jaz sem imel možnost kupiti posnetke tega srečanja od Vatikanske televizije, kar smo tudi storili, vendar pa sem hotel biti zraven, kaj te rečem. Tako da takrat odkrito povedano sem poklical kardinala Rodeta, pa sem rekel, gospod kardinal, če bi lahko vi kakorkoli. In je rekel, seveda, gospod Petrovec. Še enkrat, kako je rekel? Seveda. In me kardinal Rodej povabil, nekako bom rekel, svojo ekipo na to zasebno avdienco zraven, tako da sem lahko opazoval od blizu. Drugače pa seveda, mislim, kako ne rečem, jaz papeža Frančiška vsak teden najmanj eno njegovo pridigo preberem, no, če ne več. Tako da si drznem trditi, da točno vem, kdaj je napisal sam, kdaj pa mu je kdo drug napisal. Ti misliš, da mora vatikanski ustroj varnostni zelo skrbeti za njegovo življenje, v smislu, itak skrbijo za vsakega papeža, ne? Ampak posebno pri njem misliš, da je še posebna skrb? Ker kako,
na trenutke se zdi, da je osamljen znotraj tega cerkvenega sveta. Kot vsak vladar. Hvala, ja. Ne, mislim, Ja, da saj, kot vsak vladar. Poglej, papež Frančišek, mi o papežu Frančišku vemo že zelo veliko. Mogoče Slovenci še toliko več, ker ima pač tudi te slovenske povezave. Njegove nečakinja, kot vsi dobro vemo, je poročena z argentinskim Slovencem. On je prišel v 70. letih prvič na obisk v Slovenijo. Takrat, ravno na tistem srečanju z Mikom Simčičem, je celo citiral naslov predstave, ki mi je zdaj zletel iz spomina, ki jo je on takrat videl v ljubljanski operni hiši, mislim, da leta 74, oziroma v tistih letih tam nekje, ker je on pri Svetem rešenem telesu, mislim, da spal pri jezuitih v Ljubljani. In tako da on, poleg te zdaj že skoraj anekdotične povezave med Frančiškom pa Potico, on dejansko o nas nekaj misli, in ima nek odnos do nas, in jaz upam, da prej ali slej bo tej ali drugi opciji, ki ga nagovarja na obisk v Sloveniji, to tudi uspelo. Tako da papež Frančišek je v enem intervjuju pred nekaj leti, ko so ga spraševali, kako on z vsemi temi problemi, za neko, mislim, da južnoameriški medij, kako z vsemi temi problemi lahko spi, je on popolnoma, mi bi rekli doma, freh, odgovoril, veste kaj, jaz nikoli nisem imel težav s spanjem. Jaz spim celo noč. Ja, kaj pa problemi? Ja, gledajte, jaz imam svetega Jožefa in tisto, kar je danes ostalo od problemov, si zapišem na papir, ta papir dam pod sliko svetega Jožefa, naslednje jutro se zbudim in nadaljujem. In potem na enih posnetkih videl svetega Jožefa, ki je slovenski, namreč ker je naredil pater Rupnik v njegovi spalnici, njegovega svetega Jožefa. Tako da mi imamo vse te neke povezave, ampak glej, na eni strani je isti človek vodja neke množice ljudi, neke skupnosti, ki ima 1,3 milijarde članov, se pravi katoličanov tega sveta, na drugi strani je pa človek, v katerem ravno tako utripa eno srce kot v tebi ali pa v meni. No, zdaj smo pa tam. Ja. In on ga odkrito pokaže, Mislim, on ga odkrito pokaže. On je in je izjemno avtentičen. berljiv papež, to je meni blazno všeč. Jaz lahko kot opazovalec Vatikana pri papežu Frančišku berem njegovo jezo, njegov srd, njegove zamere, njegovo radost, njegovo sočutje. On je izjemno berljiv človek in to je zame, seveda novinarsko gledano je to super, ker lahko bistveno več poveš o človeku. Ampak se mi zdi, da tudi z človeškega zornega kota, ne glede na to, da smo tudi jaz večkrat kritičen do njega, da meni ni všeč njegov odnos do žensk, moram reči, se mi zdi, da bi moral on to pregrist nekako, da je preveč patriarhalen še zmerom. Tako da, hočem reči, sem včasih tudi kritičen, ampak mi je pa všeč kot osebnostni profil, ne glede na stališče. Ja, seveda, se je veliko še vprašanj, ampak neka osnova je pa popolnoma različna od ostalih papežev, ki smo jih imeli do zdaj. Vse od mojih, jaz sem Ja, vajen. mislim, v tistih, ki jih mi, Tako. ali pa je tudi jaz, ki sem jih videl, Pavlo VI, tistega Od nisem. Pavla VI. Naprej sem jaz na svetu. Tako da lahko rečem. V ta da sem velikonočni preživel. čas ti pravzaprav umeščaš tudi neke tvoje izkušnje, ki so vezane na tragične dogodke, ki si jih doživel in o njih poročal. In to so migranti na ladji v Katani, Amatriče, potres v Amatriče, porušen viadukt v Genovi in tovornjak v Množico v Nici. Na nek način, kakor neke postaje znotraj nekega trpljenja sveta. A lahko ti tukaj še eno dodam? Da. To so 4 velike nesreče mojega dopisniškega dela in vse 4 tragedije so pravzaprav nepotrebne, če pomisliš. Teroristični napad je zagrešil človek. Viadukt je padel zaradi tega, ker ga človek ni vzdrževal. Migranti, vemo, to je zagrešil človek. In navsezadnje tudi žrtve potresa. Ker niso pač posegli v Ker niso bile hiše narejene tako, kot bi morale biti. No, skratka, ampak tvoje poročanje o tem prispeva seveda tudi k tej misli o človekovi odgovornosti, in o ki jo nosimo
in do migrantov in do terorizma, po mojem mnenju smo ga mi vendarle zahodni svet povzročil na nek način z intervencijami na raznih koncih sveta in s poskusom prodaje naše, izključno naše kulture. Pišeš pa, kako bi rekel, te pasaže se jih spominjam ne zaradi tragike kot take, ampak tudi zaradi tvojega izjemnega pisanja. Ne? Jasno, da te verjetno dogodek ti odpre neke prostore pisanja tudi drugačnega in čustva, ki je noter. Ne? Moram reči, da me je izjemno ganil, denimo recimo tudi zdravnik na ladji, Sejf, zdravnik iz Kaira. Kaj je bilo z njim? Sejf je potem, ko smo se izkrcali v Katanji in tega ni v knjigi, zapustil Zdravnike brez meja. Jaz tega nisem vedel. Sejf je zelo garal je v tistih dneh, je imel izjemno veliko dela. Nisem pa vedel, da je enemu egiptovskemu migrantu, ki je bil na ladji, uredil neke stvari. Uredil mu je v smislu, da mu je posodil telefon, kar je bilo strogo prepovedano, zato ker če ne bi vsi hoteli imeti in internet in tako naprej. Prinesel mu je neki izmenz za pojest, kar ni bilo dovoljeno, zaradi tega, ker če ne bi pač vsi zahtevali in tako naprej. Skratka, je ta njegov, bom rekel, patriotizem, rojak mu je bil, no, kako ne rečem, a veš, rojak mu je bil, no, saj to vsi razumemo. In mu je pač ene dve stvari zrihtal, ne. To je prišlo potem na plan in pri Zdravnikih brez meja so bili zelo strogi z njim zaradi tega. On je to tudi potem priznal in je rekel, da bo zapustil Zdravnike brez meja in se je vrnil v Kairo in zdaj delal v eni bolnici v Kairu. Sejf je bil takrat malo star 30-32 let in tako kot novinarji, po moje še ni bil čisto dobro pripravljen na trpljenje in na smrti. Ne? In se ti v določenem trenutku te je objel. No, to je bil en... Skratka, en trenutek To je bil en zelo poseben trenutek popolne izčrpanosti, no, neprespanosti na moji strani. Jaz sem bil sredi noči sem preko satelitskega interneta pošiljal posnetke domov v Ljubljano, zaradi tega, ker drugače ni šlo, ker čez dan enostavno nisem imel dostopa. To pač posnetki, videoposnetki so zelo težki. Medtem ko na drugi strani je bil Sejf, ki je imel polno ambulanto, mislim, nemogočih bolezni, nemogočih, bom rekel, stanj, poškodb, psihičnih tudi, ne. Mi smo imeli na ladji ves čas ljudi, ki so šli skozi posilstva, ki so šli skozi mučenja, ki so šli skozi izgube svojih bližnjih. To so bili tudi tisti, ki so bili na videz v redu, so bili močno poškodovani. Ampak je še en detalj je tu pri tem, ti začutiš nekaj na hrbtu pri njem. Ja. Ker se mi je zdelo, zato opisati dokončno to figuro, ne, ki je... Ja, ne vem, jaz sem ga pač objel, ker če ne bi se mi sesedel na tla in sem na hrbtu zatipal neke bunkice, ne, ko da bi imel nekaj pod kožo, ne. In pa, ko sva se pomirila nekako oba od teh silnih emocij te noči in te nemoči, vpričal se te človeške nesreče, ki sva ji bila priča, sem ga vendarle vprašal, kaj je to, ne, kaj ima to po hrbtu, ne. In je on rekel, da so šibre, ki si jih je pustil pod kožo, zato da ne bo pozabil na Tahrir. Ker je bil, takrat je bil star malo čez 20, ko se je zgodil trk Tahrir v Kairu, se pravi revolucija, ki je zrušila Mubaraka, in ta fant, ki je bil takrat študent, je bil eden prvih, ki je bil tam in je šibroko dobil čez hrbet. Včeraj pred dnevi sem gledal en film na ljubljanski televiziji, egiptovski, ne, krasen film, tik pred revolucijo, na egiptovsko, kako se reče. Ali pa egipčansko, po mojem, vse. In film govori o neskončni korupciji tega prostora in glavni lik, ki je policist, ki je tudi seveda skorumpiran, ampak ker se spominja svojega očeta in tako dalje,
od nekih vrednot vendarle skuša izpeljati eno preiskavo do konca in obsoditi pač tiste, ki bi morali biti obsojeni. Ne. In sem se spomnil na Giulia Regenija, ne, v kakšnem svetu pravzaprav, jaz ne verjamem, koliko se je zdaj spremenil Egipt, ne, težko verjamem, da je taka radikalna, ne mislim, da je zdaj to samo to Egipt, ne, ampak to je del nekega sveta po tej zemlji, ne, kako Giulio Regeni je Italijan, ki je študent, ki je študiral v Egiptu in raziskave posebne je delal, ne vem točno katere, zdaj se spomnim, ampak je bil umorjen in seveda starši in gibanja, ki so se rodila okrog tega primera, ne, zahtevajo pač od Egipta neko resnico. Kako misliš ti, a misliš, da bo znotraj tega Giulio Regeni Jaz mislim, da do resnice nažalost ne bojo prišli. Žal, zdaj čisto odkrito povem, ker so tukaj meddržavni interesi preveliki. Tukaj je sedanji egiptovski režim popolnoma krivo presodil najbrž vlogo Giulia Regenija, se pravi mladega raziskovalca, ki je raziskoval sindikate v Kairu, sindikate, ki zastopajo poulične prodajalce. Ne? In v določenem trenutku je enostavno izginil in na koncu so njegovo truplo našli odvrženo ob eno cesto proti Aleksandriji, če se ne motim, ven iz Kaira, skratka. Ne? Njegovi starši se borijo za resnico, Italija je sprva odpoklicala svojega veleposlanika, ker se je zadeva zapletala, čedalje bolj, da danes pravzaprav ne vemo več, kdo pije, kdo plača, je pa jasno, da je pa v teh letih, ko se vprašanje izginotja in smrti Giulia Regenija ne razkrije oziroma ne razreši, italijanska multinacionalka Eni odprla nove vrtine plina v Egiptovskem morju. Katastrofa je. Tako da mislim, da od tu naprej, ne, med tema dvema poloma bomo morali iskati zdaj, ali bo dejansko Italija zaostrila napram Egiptu ali ne. Jaz mislim, da ne. Skratka, mislim, to so vsa ta dogajanja, ne, recimo Nica, ne, nekdo te opozori, denimo, ko si v Nico prišel, to boste videli, kako je prišel v Nico in tako dalje, ne, ko boste brali knjigo, ki vas kar naprej vleče, nekdo te opozori, naj ne snemaj, ker še identificirajo trupla, ne, in tam praviš, da si se počutil kot kakšna ujeda, ki kljuje po drobovju. To se človek velikokrat počuti tako. Kot znotraj novinarskega poklica. Znotraj novinarskega poklica takrat, kadar greš na območja, v katerih pravzaprav posegaš v človeka sredi nekega njegovega zelo posebnega čustvenega stanja. Ne govorim o tem, da bi se počutil kot ujeda, takrat ko mikrofon politiku ali pa komorkoli ali pa gospodarstveniku pomolim pod nos. Ampak recimo tako na prizorišču potresov, kot recimo takrat v tistem primeru sem se pa počutil kot ujeda, ampak novinar je vedno v dilemi med svojo nalogo, ki je ljudje, ki me poslušajo in gledajo, imajo pravico vedeti. Vedno znova. To je prva zapoved mojega dela. Na drugi strani sem pa jaz človek, ne, ki pa lahko imam pomislek, ne, da bi nekoga zdaj napadel. In seveda se počutim umazano, če mikrofon, veste, kako perverzna situacija je to, da si ti z mikrofonom na ruševinah potresa, gasilec brska svojim psom po žrtvah ali pa po preživelih spodaj, ti pa veš, da imaš naslednji prispevek za narediti v naslednji uri in z mikrofonom greš njemu in ga sprašuješ, kako se počuti, mislim, no. A veste, kako je to trapasta situacija, ker tvoj notranji bit ti daje vedeti, odložite hudičev mikrofon, pejt na kolena, pa začni pa tudi ti, zato ker je to edino pravo, bom rekel, človeški odziv na neko tako hudo nesrečo, na drugi strani so pa tam zadaj, a veš, so neki ljudje, ki imajo pravico vedeti in ti si tam za to. In si v tej dilemi in to moraš razrešiti na tak ali drugačen način, ampak v tistem trenutku se počutiš zelo slabo, ker se počutiš pokvarjenega. Oprosti, tako je. No, ti si take vrste človek, seveda, in zato si pač tak in zato pač tako pišeš in razmišljaš, ne. Nekje tudi pišeš, kako pravzaprav znotraj novinarstva, če smo že pri tem, ne, se znajdejo ljudje, ki sploh ne grejo na teren in si izmišljujejo novice, ne da bi jih doživeli. Je to
tudi en. No, to je bil en velik škandal pred par leti z enim novinarjem Der Spiegla celo, izjemno uglednega časopisa, ne, ki je dobival nagrade za zgodbe, ki so bile izmišljene. Kar je grozljivo. Jaz tukaj notar sicer ne govorim toliko o ljudeh, da bi si izmišljevali zgodbo, ampak da namesto, da bi zgodbo pokrivali na mestu dogajanja, ne, da jo pravzaprav nadaljavo delajo. Čeprav moja kritika v tistem delu knjige je šla predvsem na novinarje, časopisov, tiste, ki ti pošljejo vprašanja, pa potem prosijo, da izpišeš svoje odgovore, potem pa podpišejo. Ne. Zdaj, ne vem, meni se ne zdi, no. Meni se zdi recimo, a vidiš, recimo danes imamo midva pogovor, na katerega jaz se odzivam na tvoje valovanje. Ne. Se pravi, da sem jaz v bistvu v odnosu do tebe malo drugačen, kot sem v odnosu do nekoga drugega, ki me sprašuje. Podobno velja zame kot spraševalca. Ne. Se pravi, zdaj, če mi ti pošlješ Ti ne moreš seči če mi pošlješ dve strani vprašanj, zaradi tega, ker imaš pismo, ki ti je dal urednik 2 strani za intervju s Petrovcem, ne, zdaj pa namesto, da bi me poklical po Skypu ali pa po telefonu, da bi malo potipal, pa da bi videl, kako se jaz odzivam, pa mogoče bo bolj zanimivo v eno smer ali bolj v drugo smer, ja, na tak način se dela intervju, prosti, tako so mene učili, ne. Ne, potem pa pač posnameš, ne, pa posnameš 2 uri in puf, pa ga pa še pokličeš, pa mu rečeš, jaz bi tole izpostavil, kaj ti misliš, kaj? Mi podpišeš ta intervju, če ga jaz na tak način uredniško uredim. Sogovornik mi reče, ja, super, ali pa ne, ali pa ima kakšno pripombo in na ta način jaz potem, ampak jaz kot novinar moram delati, ne pa da jaz pošljem 2 strani vprašanj, pa prosim za odgovore do nedelje, pol pa podpišem, ja ne, tako pa ne, no. Razumem, seveda, normalno, mislim, ni me treba prepričevati, ne. Super, mislim, grozno se mi zdi, no. Ampak se ti dogaja, no, skratka, slediš različnim zadevam, dejstvom, tudi takim tragičnim. Me zanima, kako ti ohranjaš znotraj teh samega sebe, no, skratka, koliko te to stane včasih, soočati se z stvarmi, ki seveda, s tragičnimi stvarmi, za katere pravilno ugotavljaš, da ljudje morajo o njih vedeti, ne, in zanje, prav za take stvari so najbolj radovedni, ne. Bolj so tragične, bolj so radovedni, ne. Smo radovedni. Ja. Kako sebe ohranjaš znotraj tega čustva, ki ga vendarle si človek z empatijo, ne, mislim, koliko te to stane? Ja, jaz mislim, da je moje življenje zaradi teh nesreč pa zaradi reporterskega dela krajše, je pa bistveno boljše. Razumem. Jaz mislim, da to se bo zdaj slišalo tako grozno. Jaz mislim, da z nesrečo drugih ljudi jaz postajam boljši, veš. Hočem reči, ko opazujem to nesrečo, ne popisno nesrečo ljudi na nesrečah, to v meni zbuja neko ponižnost, no. Mislim, ne morem drugače reči. Enostavno si rečeš, tako samega sebe abšlesaš za ene 2 štengi, no. Tako da si rečeš, čak, zdaj pa nehaj se pritoževati zaradi življenja, zaradi tega, ker ti pa res čisto nič ne manjka. Tako da, to se mi zdi, no, kar zadeva pa čisto neposreden čustveni odziv, je pa tako. Takrat, ko si sredi nesreče, imaš cel kup nekih praktičnih problemov, ki jih moraš rešiti, tehnične narave zlasti, ne. Takrat, kadar se zgodi neka huda nesreča, se ne moreš zanesti na mobilno omrežje, ne, recimo velikokrat, ki je za elektronske medije osrednjega pomena, kot je recimo televizija seveda, pa tudi radio. Skratka, imaš cel kup nekih problemov, ki jih moraš rešiti, poleg tega, da moraš narediti po večini vsaj 2-krat več prispevkov kot na običajen miren dan. Hkrati se pa soočaš z vso to veliko nesrečo ljudi, za katero pravzaprav nimaš zares, ne, časa, da bi se čustveno odzival. Se pravi, ampak vse te podobe, vsa ta energija, vse to, kar ti ljudje dajejo, se ti tule noter nalaga v eno veliko ledeno kocko. In jaz zdaj imam že toliko izkušenj, da vem, da moj organizem tako deluje, da približno 2 tedna pozneje bo prišel trenutek, ko se bo ta kocka začela taliti, v spomin se bodo pa vrnili vsi ti obrazi, ki jih nisem prežvečil, in takrat pa kar naravnost povem, pa se mi zdi, da zaradi tega nisem mevža, je treba to izjokati. In potem, ko izjočem, potem grem naprej. Smo že pri tem,
govorili so nam, ostanite doma, ne, ostanite doma. In mnogo ljudi pravzaprav ni imelo kam iti, ker so brezdomci, ker nimajo svojega doma, ne. Misliš, kako gledaš ti na bodočnost? Misliš, da se bodo te razlike še povečale v tem novem času, nekega nastajanja, nekega novega časa? Ali bomo znali dobiti, po tvojem mnenju, ali bomo znali dobiti neko pot, neke naše preobrazbe? Moje mnenje je, da takrat, kadar ljudje malo trpimo, postanemo bolj sebični. Kadar pa zelo trpimo, postanemo pa bolj solidarni. Misliš, da smo že dovolj trpeli? Jaz upam, da ja, ampak se bojim, da ne. Tudi meni se zdi tako podobno, ne, mislim, se mi zdi tudi, kako je bila ta potreba po vračanju, ne, sem poslušal enega, ne vem, imena, prej sem poslušal na televiziji v hotelu, ne, kako je potrebno pravzaprav se ne vračati v to, kar je bilo, ne, direktno. Razumem svet, da se mora verjetno ustaliti, mi smo doživljamo pravzaprav nekaj epohalnega, ne, ampak potem, ko bomo ustalili se znotraj te ekonomske pomoči, bomo poiskali, bomo vlagati v delovna mesta, ne samo zdaj demagoško, ne, vlagati v raziskave do narave, ampak ne zato, ker pač treba, ne, ampak zato, ker moraš verjeti verjetno v neko novo pot, ne. A misliš, da jo bomo mi zmogli, kako bi rekel, a bo sploh obstajala neka generalna refleksija o tem? Ali bomo Če se bo to zgodilo, ostali, kjer smo bili, oprosti, in da to moramo ponoviti, kar smo bili? No, jaz mislim, da je treba definirati pojem, kaj je dostojno. A je dostojno, da ima nekdo milijarde? A je to dostojno? A je dostojno, da nekdo nima nič? Tako da mislim, da tukaj je treba pač neke nove kriterije vzpostaviti in jaz upam, da do teh novih kriterijev ne bomo prišli po nekih revolucionarnih poteh, ampak po neki poti razvoja in evolucije. Moja babica je bila rojena leta 13 in je živela celo življenje v isti hiši, pa je zamenjala 6 držav. Jaz tega ne bi, no. Resno. Mislim, vsakih 20 let ena revolucija, pa svet na glavo postaviti in mi Slovenci smo točno to doživljali zdajle, več kot 100 let, no. Pa vsakih 20 let ena revolucionarna rešitev, ki nas bo rešila, sej smo zmerom šli en korak naprej, nekaj se je izboljšalo in tako naprej, ne. Ampak ne bi jaz se več šel v revoluciji, no. Rajši bi se postavil v tok mišljenja, pa mislimo svoj čas, pa en do drugega nekako poslušamo, ne, pa kaj imaš ti za povedati, kaj imam za jaz, kje se zdaj srečava noter, misliva svoj čas, ne postavlja dokončnih resnic, pa hkrati se sprašujeva, kaj je dostojno, ne. Ampak tako, da ne boš ne ti stradal, ne jaz stradal, da bova oba imela možnost, da bova imela več kot samo osnovno preživetje, ampak da je nekje neka meja dostojnosti, no jaz verjamem, da je nekje neka meja dostojnosti, kaj je še dostojno, kaj pa ni več. Jaz verjamem, da je še veliko ljudi, ki razmišlja podobno, mogoče eden bo rekel idealistično, ne, ampak jaz sem med temi absolutno, ampak v zadnjih, recimo, bojim se, da je tu potrebna neka intelektualna pismenost, kulturna, če ne intelektualna, kulturna pismenost, ne, ki so jo pa, kako bi rekel, v zadnjem času tudi v Italiji, začenši z Berlusconijem, pravzaprav počasi izničevali, ne. Torej, skratka, vlagati je treba vendarle v izobrazbo, se mi zdi, ne, veliko več, ne, kot samo v neko. Ja. Skozi izobrazbo mislim, da prideš do nekih stališč, do nekih
Gotovo, ampak ne govorimo zdaj samo o mladih, ne. Ne. Govorimo tudi o nas, ne. Jaz večkrat rečem, recimo, dostikrat slišim, recimo, kako kakšni ljudje mojih let pravijo, joj, kaj boste mladi, mi pa skozi visi na računalniku in tako naprej. Jaz ti povem, da kar zadeva računalnik, se za te mlade sploh me ne skrbi. Zaradi tega, ker živijo z njimi od samega začetka, ne, in spontano bodo tudi imunski sistem okrepili. Mene, kar zadeva spletna, zlasti družbena omrežja, skrbi moja in tvoja generacija. Seveda. Ja, Podobno kot se po analogiji televizije namreč. Namreč moja generacija, ki smo celo življenje živeli s televizijo, imamo tudi imunski sistem proti televiziji dovolj razvit. Vemo, kdaj ugasniti, kdaj biti kritičen, kaj sprejeti, kaj ne. Tisti, ki niso imuni na televizijo, nismo mi, ampak starejši od nas. Jaz poznam ogromno ljudi pri 70, 80 letih, ki nekritično jemljejo televizijo in jim škodi. In na tak način se mi zdi, da družbena omrežja škodijo mnogim izmed nas, ker nimamo imunskega sistema razvitega zoper njih. Ja, torej skratka lahko prevlada mnenje, tako so rekli na televiziji in to je resnica, ne. Tako pišejo večinoma na omrežjih in to je neka nova resnica, ne, kar je seveda popolna laž, ne. No, kot bi rekla Jeder Keš, ki sedi tule nekje, ne moremo mnenja zamenjati za dejstvo. Če jaz 5-krat ponovim mnenje o nečem, to še ni dejstvo. Absolutno. Skratka, tudi predsedniku smo ugotovili, materiali so začeli rasti lasje in ni mogel iti k brivcu, ne. Predsednik države in je imel dolge lase in tam v zvezi s temi lasmi praviš ti v enem določenem momentu zelo duhovito. Ti nisi imel tega velikega problema, ti se pač obriješ, ne, ker Jaz imam svojo mašinco. lasje so mi začeli spadati v letu osamosvojitve, pa zdaj ne vem, ali je to metafora. No, kako bi rekel, ljudje smo postali nekako ganljivi s to razpuščenostjo prisilno, ne. Ženske so komaj čakale, da grejo k frizerju, brivci so brusli te britve en teden preden so vedeli, da bojo začeli. Ganljiv je bil predsednik Mattarella, ko je rekel v določenem trenutku televiziji, si tudi meni rastejo lasje, tako človek je bil nenadoma, ne, tako izven inštitucije, ne. Skratka, smo začeli ugotavljati, da neke nove vrednote, ne, tudi da ta videz je mogoče res ena. Vse to nas na nek način zbližuje, ne? Ja. Vse te drobne nerodnosti. Takrat recimo v nekem določenem obdobju karantene se je po Italiji tudi začelo širiti, da bomo letos imeli drugačno modo za bikini, ne, pa na plažah in tako naprej, da bo modno, če mi bo preko pasu viselo in tako naprej, ampak mislim, da smo se potem vsi več ali manj spravili v red. Ampak recimo, jaz v knjigi velikokrat grem teč, ne. Ja. Velikokrat grem teč, ne, in na teh tekaških eskapadah mojih sem vedno znova srečeval ljudi, ki je vsak svoj miselni tok nosil s sabo, no. In bilo zanimivo recimo res tako opazovati, kako takrat na višku karantene dejansko smo govorili z očmi, ne. Ja, smo govorili z očmi, smo se umikali en drugemu, smo se skoraj upravičili s pogledom, ker smo zamenjali pločnik, ne. Pozdravljati smo se začeli drugače, ne. Ja, pa tako da cel kup nekih drobnih stvari se je zgodilo, ki vzbujajo upanje, no, zato da bomo boljši drug z drugim. Praviš nekje lov na novico, ne, kaj se zgodi, ko se lov izpridi, ne, sram pred lovom na novico, da te je sram, ko loviš novico in se lov izpridi, kaj pomeni to? Ja, zaradi tega, ker gre najprej za lov za resnico, ne. Če se lov za resnico izpridi v lov za novico, to ni dobro, ne, in to meni ni v čast. Zato gre, ne, ampak ta novinarski gon vendarle deluje ves čas, ne, se pravi, okej, kje je zgodba, ne, ampak človek mora tudi preceniti v bistvu, katera zgodba je vredna, da jo poveš naprej, katera je pa pač larifari, oprosti, no. Tako da recimo, to se mi zapiše ob eno noč se je v tem karantenskem času v Rimu zgodil potres, ne, za katerega, ko je mene vrglo malo čez 5 uro zjutraj iz postelje, sem rekel, kje je šlo, ne.
imam baterije, imam napolnjeno, Iris bo treba zbuditi, mojo snemalko, ne, kako zdaj narediti, koga poklicati, v redu, prižgem televizijo, skuham kavo, počakam 2 minuti, da se mi zbistrijo možgani, ne. In potem je bilo skoraj žal, ko se je izkazalo, da pravzaprav ni bilo nobene škode. Ja, to je grozno, to je strašno, ja. Kar je grozno. Ampak ta odkritost tvoja je tudi fascinantna in to daje vrednost tej knjigi. Redko kdo, po mojem, bi to povedal. Ja, lej, ampak jaz lažje živim, če povem. Ja. Boš prebral en košček? Lahko. Malo veselo ali malo žalostno? Veselo. A ćemo eno razglednico Rima? Tako, super. 26. april, 48. dan omejitve gibanja. Še pred telefoni, balkoni. Iz Ljubljane sem prejel naročilo, naj z Iris posnameva impresionistično reportažo o puščobi, ki vlada po Rimu, ker so me že pred leti na radiu naučili, da v prispevkih nikoli ne kaže streljati iz vseh topov, sem se zamislil glede rdeče niti. Pri tem je pomagala kolegica z radia, ki me je že pred tedni prosila za prispevek o italijanskih balkonih, s katerih so ljudje peli in ploskali v prvih dneh omejitve gibanja, še preden so se vdali malodušju. Povedati zgodbo o Rimu, kakor jo pripovedujejo osameli balkoni torej. Najhuje je na Korzu, kjer balkonov ne manjka. Na osameli nakupovalni ulici še toliko bolj zeva njihova praznina. Po večini so brez rož, nič čudnega, kdo pa sploh še živi nad lokali zdaj, ko so tudi bed and breakfasti prazni. Pa je bilo svoj čas življenje na Korzu tako gosto. Dekleta so posedala na balkonih in vezla ter upala, da bo prišel mimo kakšen čeden poba, zlasti ob pustu, nedeljah in praznikih. Seveda takrat, ko ni bilo vojn s severnimi cesarstvi, ko se papeži niso bojevali za nova mesta, ko se rimski baroni in grofje niso klali med sabo, ko ni bilo ne upadov plenilskih protestantov, ne Napoleona, ne Garibaldija, ne Mussolinija, redko kdaj skratka. Za vogalom mimo vladne palače stoji palača poslanske zbornice na Montecitorio. Uradno gre za enega rimskih gričev, pa ne 7 staroveških. V resnici je Montecitorio samo malo večja gomila, na katero so včasih nasipali zemljo iz okoliških gradbenih jam. Ampak tisti čudežni rimski otrok, Gian Lorenzo Bernini, je izbočenost griča poudaril še z izbočenostjo fasade. Palačo je pozidal za člane družine Ludovizi, prav tiste, ki so imeli tu, kjer jaz živim, svoje zasebno lovišče še v 19. stoletju. In čeprav ni palača nič višja od okoliških, jo dvojna izbočenost navdaja s sijajno pomembnostjo. Pozneje so papeži vanjo naselili rimsko mestno upravo, na danes prazen balkon z italijansko in evropsko zastavo pa je ob dnevih za žreb stopal deček, ki je iz sklede vlekel loterijske številke. Kako poln je moral biti drobni trg pod njim. Danes pa 5 policistov, ki se jim ne ljubi preverjati, zakaj na to pusto nedeljo usmerjava kamero gor na vhod. Okoli Beneškega trga so 3 slavni balkoni. Eden je na palači Bonaparte, ki si jo je v 19. stoletju lastila Marija Letizia Bonaparte. Balkon je bil že za njenega časa povsem zaprt s senčili. Rimljani pravijo, da je ostarela gospa za njih oprezala za rimskim življenjem, ne da bi jo drugi opazili. Včasih pa pomislim, da je morda hotela skriti svojo žalost, no vsezadnje je tu preživela 15 let med sinovo in svojo smrtjo. Pravijo, da ni hujšega, kot če preživiš svojega otroka, pa zato domnevam, da to velja tudi za matere cesarjev. 100 metrov stran je balkon na Beneški palači, v kateri je vladal Mussolini. Z tega balkona je razglašal vse mogoče, tudi vstop Italije v vojno. Toda ni daleč do ulice Temačnih štacun številka 4, kjer stoji palača iz fašističnega obdobja, v kateri je po vojni imela sedež italijanska komunistična partija. Z tega balkona in njen veliki vodja Enrico Berlinguer proslavljal leta 1976, ko je partijo obkrožila več kot tretjina italijanskih volivcev. Takrat se je v politiki prve italijanske republike začelo nekaj tajati, čas je bil poln upanja, blagostanja in terorističnih napadov, toda ko se rado zgodi, se je tudi na ulici Temačnih štacun številka 4 zgodovina nazadnje skisala. Palačo komunistične partije pa je po njenem razpadu leta 1991 prevzelo Združenje italijanskih bank.
Na Campo de Fiori rimski trg cvetja ne greva, prežalostno bi bilo. Giordano Bruno je ostal sam sredi trga, nič več ga ne zakrivajo strehe stojnic. Kadar je takole pusto, se mi zdi, da vedno znova gori na tisti grmadi in to samo zato, ker obstajajo mnogi svetovi in je vesolje neskončno, samo zato torej, ker nam je še vedno tako hudičevo težko sprejeti svojo relativnost. Preden so ga zanetili, jim je Bruno rekel: vi, ki sodbo izrekate, se je bojite bolj kot jaz, ki jo sprejemam. Prebodli so mu jezik in ga skurili, kar je ostalo, so odvrgli v Tibero. Stopiva še na Navonski trg in postojiva pod balkonom palače Pamfili. V 17. stoletju je z njega komandirala svakinja papeža Inocenca X, Donna Olimpija. Rimljani vedo povedati, da ni bila samo njegova svetovalka, ampak tudi ljubica, a kakorkoli že obračam zgodovinsko zlobo ljudstva, so od vse njene domnevne surovosti nazadnje ostali biseri tega očarljivega trga, od cerkve Svete Neže do Berninijevega vodnjaka 4 svetovnih rek, pri katerem je Roba našel navdih za ljubljanski vodnjak 3 kranjskih rek, pri čemer ne namigujem na daljnosežnost misli enega ali drugega. Od vseh izvirnikov Navonskega trga, po katerem se je zgledovalo pol sveta, pa je najstarejši element trga eden najbolj razvpitih rimskih ponaredkov. Gre za obelisk nad Berninijevim vodnjakom, ki so ga prinesli iz Maksencijevega cirkusa ob Apijevi cesti. V nekem obdobju antike so bili egipčanski obeliski sila moderni, pa tudi redki in dragi, zato so jih v Rimu ponarejali in prodajali. Ko so znanstveniki v 19. stoletju razvozlali hieroglife, so odkrili, da tisti na Navonskem obelisku nimajo nobenega smisla. Neki starorimljan je vanj pač vklesal hieroglife po svoji presoji, tiste lepše, pa kakšnemu je najbrž dodal še kakšen umetelen repek. Kadar mi čas dopušča, grem rad skozi dele mesta, ki so bili v srednjem veku pašniki. Nikoli si nisem znal zares predstavljati, kako je potekal proces urbanističnega zloma mesta od viška z 1,5 milijona prebivalcev sredi 2. stoletja pa do demografskega minimuma, ko je v 11. stoletju v mestu ostalo komaj 30 tisoč ljudi. Toda ko sem danes stopal po tlakovcih Navonskega trga, sem opazil, da iz razpok med njimi bujno poganja trava. Počepnil sem in pogledal čez trg z nižjega zornega kota, pa se mi je nenadoma zazdelo, da je trg povsem zelen. Toliko trave je že zraslo v tednih, ko komaj kdo stopi čezenj. Dovolj bi bilo samo nekaj let koronavirusa, sem si mislil, pa bi lahko brez težav prignal svoje koze na pašo med baročne vodnjake. Ampak sanjarjenja je bilo hitro konec, ker se je prebudil mehur, da zaradi zaprtih barov že mesec in pol ne pijem kapučina, je še najmanj, ampak ko so bari po mestu zaprti, moraš iti otočiti domov, ni druge. Janko Petrovec. Hvala lepa. Janko, hvala lepa. Enako. Mogoče še na kratko, kako si pisal sproti to? Ja, dnevniško je, ne? Ja? Ne si kar razmislijo, grejo za nazaj. Ne, kakšno stvar sem potem na koncu še popravil, no, ampak se je pisalo sproti, no. Bil je en tak lep posvečen čas. Hvala ti za ta čas. Enako. Hvala vam. Lep večer. Grazie, caro.